En lep dober dan vsem skupaj. Kot je bilo že napovedano, sta poslanski skupini Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke vložile zahtevo za sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, v kateri bi se ukvarjali s problematiko ustanavljanja nove gospodarske družbe Slovenski gozd d.o.o. Torej, najverjetneje veste, da leta 2006 potečejo koncesije za upravljanje slovenskim državnim gozdom. Te koncesijske dajatve vsi ugotavljamo, da so bile doslej prenizke, zato je šlo za praktično krajo slovenskega državnega gozda. Številni so na ta račun obogateli. O teh stvareh se ni smelo kaj veliko govoriti. Tisti, ki smo na te stvari, na te probleme opozarjali, smo bili vedno opozorjeni, bodite bolj tiho, lahko se vam kaj zgodi, gre za ljudi, ki imajo ogromno denarja, gre za zelo nevarne posameznike. In ker se je vedel, da takšen sistem, kot bo veljal do leta 2016, torej takšen sistem upravljanja z državnimi gozdovi ne bo več sprejemljiv za širšo javnost, so določeni lobiji začeli iskati nove rešitve in nove možnosti in očitno so ga našli v ustanovitvi velikega državnega podjetja, ki bo upravljal z vsemi temi državnimi gozdovi, kar pomeni, da se bo način delovanja ohranil, da bo vse potekalo po istem principu še naprej in da bo v tej velikem podjetju, v tej velikem konglomeratu še naprej velika možnost za vtekanje državnega denarja. Žled, ta žalostna nesreča, ki je doletela Slovenijo, je bil pa zgolj razlog, da se je v te postopke šlo še bolj intenzivno in da se je ta žled in to naravno nesrečo zgolj predstavil kot eno izmed stvari, zaradi katerih se to slovenski les d.o.o. ustanavlja. Torej, mi predlagatelji se sprašujemo, zakaj je potrebno ustanavljati novo državno podjetje, zakaj bi to novo državno podjetje pobralo 11 milijonov evrov dobička sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, zakaj bi to novo državno podjetje pobralo 35 zaposlenih sklada, torej zakaj sploh potrebujemo novo podjetje, če pa imamo že obstoječi sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki upravlja slovenskimi gozdovi, ki jih sicer zdaj oddaja upravljanje na podlagi koncesij drugim družbam, ampak ki dejansko formalno upravlja slovenskimi gozdovi, zakaj poleg tega ustanavlja še novo podjetje in zakaj iz sklada kmetijskih zemljišč vzeti del denarja in del zaposlenih. Ali ne bi bilo bolj racionalno, bolj normalno na nek način tudi zdravorazumsko, da bi zgolj sklad kmetijskih zemljišč preoblikovali na način, da bi lahko učinkovito upravljali slovenskimi državnimi gozdovi. Na nek način mi vidimo, da bo to novo državno podjetje velik trgovec, mešetar slovenskim lesom in čist nič drugega. Minister sicer trdi nasprotno, ampak če minister pravi, da to novo podjetje ne bo velik trgovec z lesom in prekupčevalec, zakaj pa potem potrebuje 11 milijonov evrov zagonskih sredstev? Zakaj se pogovarjajo o 71 milijonih kredita strani Evropske investicijske banke in zakaj predstavniki Evropske investicijske banke že hodijo po Sloveniji in preverjajo kvaliteto slovenskega gozda, ki bi ga za teh 71 milijonov zastavili? Torej, če to podjetje, kot minister pravi, ne bo prekupčevalo z lesom, potem se sprašujemo, zakaj potrebujemo vse te velike milijone evrov. Minister je sicer danes po seji vladi na hitro rekel, da ne bi to podjetje pomagalo nekaterim podjetjem, ki delujejo v lesno-predelovalni industriji v Sloveniji. Po naših informacijah, ki smo jih dobili s terena, to pomeni, da bi to državno podjetje določenim podjetjem enostavno slovenski državni les dalo in potem v nekih letih pričakovalo poplačilo tega lesa kot eden izmed načinov pomoči slovensko lesni predelovalni industriji. Ampak opozarjam vas, tukaj se logika in pa način slovenskega bančništva ponavlja. Ali se ni prav isto zgodila bančna luknja, ali se ni prav isto zgodilo v slovenskem bančnem sistemu, ker so se nekaterim krediti dali na lepo oči in pričakovali neka poplačila čez toliko in toliko let, ki se nikoli niso zgodila. Zaradi tega vsi državljani danes plačujemo to bančno luknjo in podobna zgodba se očitno napoveduje pri slovenskem državnem
podjetju, ki bo upravljal z gozdovi. Torej nekateri po ministrovih besedah bodo dobili kot pomoč ta les, nihče ne ve, ali ga bodo kdaj tudi odplačali in kakšen bo rezultat. Rezultat bo, da bodo nekateri les dobili zastonj, na ta račun močno obogateli, država bo pa ostala s krediti, to državno podjetje, ki je zastavilo državno gozdove za kredit, bo pa ostalo brez državnih gozdov. Oziroma, če povem zelo enostavno, nekateri bodo obogateli, Slovenija bo pa ostala brez svojega naravnega bogatstva, to je brez svojih gozdov. To je za nas nesprejemljivo, zaradi tega smo predlagatelji predlagali to nujno sejo, da se vendarle iz teh strogo zaprtih hodnikov začnemo odkrito pogovarjati o slovenskem naravnem bogatstvu in na kakšen način bomo z njim upravljali. Mi se ne moramo iti kot neka Nigerija, ki ima za svoje naravno bogatstvo nafto, kjer se ozka elita dogovori, kako bo s tem naravnim bogatstvom upravljalo, česar ljudje seveda nimajo nič. V Sloveniji se nam to z naravnim gozdom ne sme zgoditi in zaradi tega mi terjamo javno in odkrito razpravo, ne pa razpravo o upravljanju slovenskih gozdov za nekimi zaprtimi sobanami, kjer zgolj peščica ve, kako bodo stvari potekale. In to je bil razlog, ki nas je vodil k sklicu te seje.